Lepo pozdravljeni in dobrodošli na okrogli mizi Svetovne mreže Univerze v Ljubljani. Današnjo predstavitev bomo tudi posneli in delili posnetek z vami. Jaz bom zelo na kratko predstavila svetovno mrežo, se pravi Svetovna mreža Univerze v Ljubljani, ki jo krajše imenujemo SMUL, povezuje predvsem Slovenijo, povezane znanstvenike, profesorje in druge ugledne osebnosti, ki delujejo v raziskovalnem in akademskem okolju v tujini. In v bistvu strani Univerze v Ljubljani in vodstva Svetovne mreže Univerze v Ljubljani prizadevamo na različne načine krepiti povezovanje z zaposlenimi in študenti na Univerzi v Ljubljani in pa študenti in člani in članicami SMUL. Tako organiziramo različne predstavitve, ki zelo dobro predstavitve znane za vse, ker člani in članice SMUL delijo izsledke svojih raziskovalnih rezultatov in pa dela svojih raziskovalnih skupin. Potem pa seveda tudi organiziramo različne dogodke na aktualne tematike in tako vam bodo današnji govorci predstavili, kako so se soočali z izzivi na začetku svoje raziskovalne poti. S temi predstavitvami smo sicer začeli že v letu 2021 na pobudo predhodnega vodstva SMUL in bomo z njimi tudi nadaljevali v prihodnje, tako da naslednja predstavitev vas še čaka na Ekonomski fakulteti 25. oktobra, kjer vam bo dr. Sara Dolničar predstavila spodbujanje potrošnikov k bolj trajnostnemu ravnanju. Vsi naši posnetki predstavitev so dosegljivi na naši spletni strani Svetovne mreže Univerze v Ljubljani in vas tudi vabim k ogledu spletne strani, kjer lahko izveste več o naših članih. Prav tako bo tudi v kratkem omogočena možnost povezovanja neposrednega študentov in študentov Univerze v Ljubljani in članov in članic SMUL, ki so podali to vrstno dovoljenje, tako da boste imeli, se pravi, naši študenti in zaposleni tudi priložnost, da jih lahko neposredno kontaktirate. Če pa bi želeli že prej stopiti v stik z njimi, pa nam lahko pišete na naš naslov smul@univerze.si in vas bomo povezali z vami. Sedaj bom pa predala besedo dr. Mihaeli Pavličev, ki je naša predstavnica sveta SMUL, članica Svetovne mreže Univerze v Ljubljani in tudi evolucijska biologinja na Univerzi v Dunaju, ki bo tudi povezovala današnji dogodek. Dober dan, lepa hvala, Katja, za predstavitev SMUL-a in za začetek današnje okrogle mize. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Res me veseli, da imamo toliko interesa za to okroglo mizo, je nama obema z kolegico Klementino von Tacer, ki sva obe v svetu SMUL-a en poseben interes speljati to temo danes. Istočasno bi se rada zahvalila kar na začetku tudi vsem ostalim sodelujočim v okrogli mizi, da so namenili čas deliti svoje izkušnje in nasvete. Kot rečeno, Katja je že povedala, moje ime je Mihaela Pavličev, jaz sem redna profesorica iz evolucijske biologije na Dunajski univerzi in bom moderirala skupaj s Klementino ta današnji pogovor. Preden gremo k dejanskemu pogovoru, bi mogoče začela z eno kratko anekdoto, ki ilustrira, zakaj mislimo, da je ravno ta današnja tema tako važna. Jaz sem na Dunaju študirala in ob koncu doktorata sem imela priložnost se pogovarjati na eni konferenci z enim precej prominentnim evolucijskim biologom in me je vprašal, kaj mislim potem po doktoratu. In moj odgovor je bil, pravzaprav ne vem, rada bi pogledala čez rob krožnika in naslednje vprašanje je bilo, če bi lahko šla kamorkoli bi htela, v katerikoli laboratorij bi htela, kam bi šla. In to sem vedela. In naslednje vprašanje je bilo, si mu pisala? In to pa je bilo nekaj, kar to je bila pa ideja, na katero sama, to je bilo meni nedostopno enostavno. In vprašal je, če mu ne pišeš, ne boš vedela, če lahko greš tja.
In dejansko smo pisala e-mail, nisem verjela, da bo odgovoril. In pol leta kasneje sem bila postdoc v ZDA, v točno tem laboratoriju. In to ilustrira ravno tisto malo informacij, ki jih včasih rabimo, malo spodbude, ki jih včasih rabimo, ki nam drugače mogoče samim ni dostopna, in točno o teh stvarih bi se radi danes pogovarjali. Vsi poznamo, da na koncu, če slišite v ozadju mojega psa, on včasih komentira, vsi poznamo to inercijo, na koncu, na ves doktorat se trudimo spraviti skupaj to delo, ta veliki milestone, in dostikrat ne razmišljamo, kaj pride potem. In kaj bomo v naslednjem koraku naredili. In po drugi strani pa dostikrat res ni potrebno tako dosti vedeti, in je lahko spremeni to našo pot. Hvala vsem, ki ste že prispevali vprašanja, se bomo orientirali po njih in bomo jih vzeli za smernice v današnji diskusiji. Kar smo se trudili vzpostaviti, je pokriti relativno veliko področje, tokrat akademske znanosti, tako da upam, da bo za dosti ljudi zanimivo, da bomo predstavili dosti različnih pogledov, bili sposobni posredovati dosti različnih nasvetov. Seveda vsako področje ima svoje specialnosti in upam, da bo to vsem pomagalo. Imamo tudi predstavnice iz različnih štadijev kariere, kar mislim, da je tudi pomembno. In k okrogli mizi smo povabili tudi dr. Marvin, ki bo povedala nekaj o doktorski šoli tudi Ljubljanske univerze, kar mislim, da bo tudi obogatilo program danes. Gotovo manjkajo področja in upam, da bomo v prihodnosti lahko pokrili tudi tista, mogoče s kakšno naslednjo okroglo mizo, recimo manjka nam industrija, to vemo. Zdaj bi pa, da ne govorimo preveč, še mogoče ena malenkost. Okrogla miza je, kot je očitno, v slovenščini. Mislim, da to tudi krije velik del študentov in sodelavcev Ljubljanske univerze, ampak prosim, če so vprašanja v angleščini, če je karkoli, kar lahko se razume in se vse vprašanje postavi v angleščini, z veseljem. So if there are questions that you would like to pose in English, and I hope you can understand enough in Slovene of the rest of the roundtable, then please do so, and we can also answer in English, of course. Okay. Zdaj bi pa prosila vse sodelujoče in bom kar vas po vrsti klicala, da bo bolj gladko šlo, da se predstavite in mogoče izpostavite nekaj, kar bo odgovorilo že tudi na marsikatero vprašanje. Namreč, kaj se vam zdi, da so bile informacije, ki so vam manjkale med študijem za pripravo za kasnejšo pot? Kaj bi vam mnogo pomagalo, pa odprlo oči za narediti naslednji korak? In mogoče začnemo z dr. Marvin, tudi zato, da lahko v tem sklopu tudi predstavi malo doktorske šole zraven. Hvala za besedo. Upam, da se dobro slišimo. Moje ime je Tatjana Marvin Derganc. Sem predstojnica doktorske šole, sicer pa prihajam z Filozofske fakultete. Tam predavam splošno jezikoslovje na oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje. Zdaj, če bi na hitro o svoji karierni poti nekaj povedala, jaz sem diplomirala na Univerzi v Ljubljani iz angleškega jezika in književnosti.
Potem takrat sem se vpisala na tisti stari magisterij, ki je še obstajal, in se skupaj z svojo mentorico smo se prijavili za MR-ja in ga nisem dobila, ne. Pač tako je bilo. In potem, ko pač so se neke druge možnosti odprle, ampak hkrati sem tisto poletje šla na neko poletno šolo v ZDA iz Jugoslavja in tako, kot ste vi rekli, pač ne vem, tam so rekli, pa zakaj se ne prijaviš na doktorat v ZDA, pa sem res rekla, pa saj nimam denarja, ne. Pa sem rekla, ne, saj to ti oni plačajo, ne. Ti se moraš sam prijaviti, pa sem rekla, pa saj ne bom sprejeta, pa sem rekla, zakaj pa ne, in sem se prijavila in sem bila sprejeta skoraj povsod, kamor sem se prijavila. Potem sem šla na doktorski študij na MIT iz Jugoslavja, mislim, pač to je za nas bilo tako, pač zame je bilo to nekaj, česar si nisem prej predstavljala, da bi lahko bila sprejeta, pa tudi najboljša ponudba je bila tudi finančno, je treba reči, tako da so mi krili štipendijo, bivanje, vse, ne, pa zelo malo je bilo treba poučevati, kar je tudi zelo naporno. In sem tam doktorirala v 4 letih in sem se vrnila nazaj, ne, tako da, ko sem odhajala, so vsi rekli, ja, ne boste več nazaj, ampak potem nekako iz osebnih razlogov sem imela dober razlog, da pridem nazaj, in tudi moram reči, da sem ohranila tudi stike s svojim prejšnjim oddelkom, kar mi je zelo pomagalo pri tem, da sem dobila potem službo kot asistent, ne. Tukaj trčimo tisto prvo oviro, ne, ki jo verjetno vsi smolovci poznate, a ne, da je enostavno, ko greš v tujino, je zelo težko priti nazaj. Mogoče je zdaj kaj lažje, takrat recimo je bilo že prvo, doktorat ti ne velja, treba je nostrificirati, ne. To je pač cel postopek, ne, zmeden si, ne poznaš sistema, v bistvu hodiš od enega do drugega, vsi mislijo, kaj se ti delaš neki, ne, pač, ne, ti pa pravzaprav bi rad samo, ne, pa delo tisto, kar te veseli, si v najboljših letih, ne, hkrati pa se soočaš nekako s tem, da si na nekem stranskem tiru na nek način, no, pač težje ti je na začetku, ne, kot tistim, ki so doktorirali v Ljubljani, ne. Potem dolgoročno ne morem reči, ne, da mi je bilo težje, ampak takrat na začetku je bilo res težko. Tako da to, no, to bi bila moja karierna pot, zdaj tako na hitro. Potem pa glede doktorske šole, ne, ko ste rekli, a to že zdaj povem, ali Ja, mislim, da je pravi čas. Tukaj sem nekako povabljena kot predstojnica doktorske šole, zdaj to je zame bil spet poseben izziv, ne, ker morate vedeti, da pač tisti, ki ste doktorirali v ZDA, ne, ali pa poznate ta sistem, ne, je precej drugačen kot naš sistem, ne. Vsaj stališča študenta je precej manj administrativno zapleten, bolj predvidljiv, nekako tam res študiraš, ne. In res imaš zelo dobre pogoje za študij, ne, sploh če dobiš celotno štipendijo, da ti ni treba veliko delati in tako naprej. Slabosti so pa recimo velik pritisk, stres, ta tekmovalnost, ne, to je bolj tekmovalno okolje in brutalnost v bistvu tega trga dela, no, tudi kasneje, ne, na vseh področjih, ne. Tako da to mogoče se mi zdi v Sloveniji nekoliko bolj človeško, ne. Zdaj, tako da, ampak poskušam kakšno stvar, no, tako nekako tukaj narediti po ameriško, čeprav seveda je čisto drug sistem, ne, ampak v redu, ne, se trudimo, ne. Zdaj, doktorska šola, ne, je pač neka samostojna enota, ki je krovna enota, ne, za vse doktorske programe, ki naj bi skrbela za kakovost doktorskega študija, za prepoznavnost študija v tujini in pravzaprav tudi za povezanost študentov, ne, na doktorskem študiju. Ampak seveda programi doktorske na Univerzi v Ljubljani se odvijajo na članicah, ne, tam, kjer so profesorji, mentorji, študenti, ne. Tako da mi smo nekako odmaknjeni od tega, ne, ampak poskušamo pa nekako preko nekih drugih zadev povezati študente med sabo oziroma organizirati nekatera predavanja, podati tako imenovana, ne vem, generična znanja ali pa
prenosljive spretnosti, če želite, ne, ki so pomembne za vse in so pomembne tudi stališča bodočega zaposlovanja. Ne. In tukaj smo zdaj, nekako jaz sem zdaj slabi 2 leti predstojnica in to sem si zadala za cilj, da probamo postaviti to, a ne. Zdaj recimo, ne vem, začeli smo že, bomo zdaj naredili kakor podjetništvo in intelektualna lastnina, ne, recimo take zadeve, ne, to veliko študentov zadeva, ne, in mi moramo ta znanja ponuditi vsem, ne. Potem smo imeli tudi letos, na primer, imamo možnost strojno učenje in umetna inteligenca, pa ChatGPT za raziskovalce, to sta 2 predmeta na fakulteti za računalništvo, ki jih bomo ponudili doktorskim študentom kot izbirne predmete, ne morejo biti pa za študente računalništva, ne. Tako da probamo z nekim takim modelom. Tudi in imamo cel nabor znanj, ki bi jih radi ponudili, ker je jasno, a ne, da ta znanja pridejo prav tako doktorskim študentom, ki mislijo ostati v akademskem svetu, kot tudi tistim, ki ne bodo ostali, ne. Zdaj, kakor gledam raziskave, tam nekje po Evropi je to 50% jih ostane, drugih 50% pa gre, ne. Tako, no, poleg tega imamo pa tudi cel kup enih povezovalnih dogodkov, kjer probamo povabiti vse študente. Zdaj seveda je to težko, ne, včasih, ker smo mi tukaj, ne, na univerzi, programi so pa pač po članicah, ampak je tudi v redu, no, se mi zdi, ker drugače se študentje dostikrat pravijo, da se ne vidijo, ne, tako da ne, tudi preko tega, ne vem, imamo letno srečanje doktorskih študentov, potem imamo konferenco, ne vem, 3 univerz, Univerzo na Reki pa z Gradcem, zdaj smo spet obnovili. Potem imamo tudi dogodke s kariernim centrom, ne vem, karierna pot za doktorske študente in tako naprej, ne, tako da tega je veliko. Bi pa še to omenila, ne, da nekateri programi imajo pa že sami znotraj, ne, fakultet organizirana zelo dobra generična znanja, ampak to je v manjšini, ne, tako da mi probamo ta model zdaj dati na vse. Tako da, če ste imeli kakšno vprašanje, sem potem na voljo, upam, da nisem bila predolga. Ja, hvala lepa. Potem bi pa mogoče nadaljevali s doktor Dobrovoljcovo. Mislim, da je ravno pravi čas, ker mislim, da vi ste končali preden je doktorska šola prišla bila aktivirana, tako da mislim, da bi bilo to dobro. Res je, ja. In to je ena od stvari, ki bi jih izpostavila na tisto vaše zadnje vprašanje. Kaj mi je manjkalo tekom študija, definitivno taka podpora institucionalna. Je pa v resnici dobra navezava tudi zato, ker prihajajo v kolegico z ista področja, tudi jaz sem jezikoslovka. Trenutno sem zaposlena na oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti tukaj v Ljubljani in delno tudi na Inštitutu Jožef Stefan v laboratoriju za umetno inteligenco. In v obeh institucijah se v bistvu ukvarjam že več kot 10 let z razvojem virov in tehnologij za slovenščino. Moja karierna pot pa v resnici se je začela s študijem prevajalstva tukaj na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Potem po prevajalstvu, to je bil še po starem predbolonjskem 5-letnem programu, sem nekaj časa v bistvu kot zunanja sodelavka delala na različnih raziskovalnih projektih, ker ugotovila, da me to zelo motivira in da združuje ravno to področje jezikovnih tehnologij oziroma računalniško odprte analize jezika. Neka zanimanja, ki sem jih mogoče, kot so tehnična, logična, matematična znanja, ki sem jih mogla zanemariti ob vpisu na fakulteto, no. Zato sem si potem tudi prizadevala, da bi našla neko priložnost zaposlitve ali pa nadaljnjega študija na tem področju, ki so bile takrat res redke. Tako da se je ponudila možnost mladega raziskovalca znotraj Zavoda za uporabno slovenistiko, takrat je bil to zasebni raziskovalni zavod. Sem potem to izkoristila, no, in v tej skupini delovala takrat, doštudirala na oddelku za slovenistiko, ker smo se večinoma s slovenščino ukvarjali in
po doktoratu v bistvu nadaljevala z raziskovalnim delom v okviru različnih raziskovalnih projektov na različnih inštitucijah. No, do lanskega leta, ko sem pa uspešno pridobila ta podoktorski projekt v okviru sheme ARRS, tako da sem zdaj tudi uradno podoktorska raziskovalka. Zdaj, kaj pa najbolj mogoče zaznamovala, pa vsaj tekom študija se mi zdi najbolj ustvarila pa neka prelomne izkušnje za naprej, ali pa vsaj, da so mi dali dovolj motivacije, da sem na tem področju delovanja, da sem ostala znotraj raziskovanja, mogoče res najbolj to, ta izkušnja povezovanja s tujino, takrat sem imela srečo, da je v bistvu istočasno z mojim študijem potekala ena cost akcija, to je en krasen finančni mehanizem Evropske unije, znotraj katerega se v bistvu spodbujajo raziskovanje obiskov oziroma mobilnost raziskovalcev, ne same raziskave, ampak to, da se ljudje, ki delajo na istih področjih, srečujemo po Evropi. Še zlasti mladi, doktorski študenti oziroma raziskovalci na začetku kariere, tako da sem takrat res profitirala, ogromno nekih udeležb na tujih znanstvenih srečanj. Potem izobraževanje dodatne in tudi daljši raziskovalni obisk potem na univerzi v Upsali. In pač ta izkušnja povezovanja s tujino mi je mogoče dala največ motivacije, tudi ene potrditve, da sem na pravi poti, hkrati pa tudi enega pogleda, da je mogoče kakšne stvari delati drugače, kot sem bila vajena iz matične skupine. Torej z moje strani, kaj se uvoda tiče, največ pa o konkretnih vprašanjih. Hvala lepa, odlično. Zdaj bi pa mogoče šla na drugo stran mize in vprašala dr. Zidarja. Najlepša hvala najprej za povabilo. Jaz bi predstavil čisto nekaj osebnih izkušenj, ki sem jih imel v tem času. Samo za background, diplomiral sem na Pravni fakulteti v Ljubljani, potem magisterij sem delal v Benetkah na Global Campus of Human Rights, to je sedanji naziv, in potem doktoriral v Ženevi na Višjem inštitutu za mednarodne odnose. In začenja se že seveda pri vpisu na doktorat, kar nekaj vprašanje je bilo glede vpisa na doktorat, tako da, kot razumem, ni samo postdoc naša razprava, ampak tudi nekaj vprašanje v zvezi s tem. Moram reči, da sem imel kar nekaj težav, tja sem prišel v Ženevo kot diplomat, sedaj tu delam na zunanjem ministrstvu, kjer vodim diplomatsko akademijo. No in so mi na tem inštitutu rekli, zakaj pa bi sploh želeli vi doktorat delati, saj diplomati ne rabijo doktorata. Tako da sem jih moral prav prepričati in dokazati, da lahko hodim na predavanja, da si to želim. In tukaj bi rekel to, kar najbolj vsi vemo, to, da delaš doktorat, mora izhajati iz neke pristne želje. Zato, ker je vse povezano tudi z veliko odrekanja, bodi si osebno življenje, bodi si finance, karkoli. Tako da moraš imeti res neko željo, ki te vodi čez vse te, da tako rečem, ovire, ki se pojavijo. In se pojavijo, to je normalno. Zdaj, po doktoratu je bila pa zadeva naslednja. Se pravi, tisto, ko sem prišel nazaj v Slovenijo, nesrečo, nostrifikacij ni bilo, ampak je bila samo pravzaprav ekvivalenca, ki so jo na Ministrstvu za izobraževanje ugotavljali. In to je bila ekvivalenca za potrebe dela. Tako da takrat je bilo to zelo tak postopek enostaven. Pogledali so, kako se programi usklajujejo in si potem dobil, da imaš enakovredno izobrazbo na 3. stopnji. Tisto, kar pa seveda je problem, in to mislim, da smo unikum, pa je ta, da če si doktoriral v tujini, moraš v Sloveniji navajati celoten naziv univerze oziroma programa, kar je še naša predsednica republike rekla, da to je najbolj neumen predpis, ker se enostavno to ne da navajati v vseh podpisih. Po drugi strani pa so določene globe, ki iz tega lahko izhajajo. Tako da, če imate tukaj kakšno možnost vplivati na to, da se zakonodaja spremeni, res to svetujem. V času doktorata, kar je bilo že rečeno, res je zanimivo oziroma potrebno je to, da se ne izhajate samo iz nekega idealizma, seveda to je osnova, ampak moraš biti res zelo praktičen, pragmatičen. In moraš biti neko strategijo v smislu tega, da hodiš na kakšne konference, na seminarje, da navezuješ stike, da objavljaš.
Zakaj pravim? Zato, ker veliko ljudi vsaj v tujini to strategijo ima, ker točno vejo, kaj želijo, ne? Ali pa vsaj približno vejo. No? Recimo moja izkušnja tukaj je, ko sem bil potem raziskovalec v Veliki Britaniji na Britanskem inštitutu za mednarodno primerjalno pravo, sem se tam soočil z njihovim sistemom, ne, ki je REF, Research Excellence Framework, ki se meni zdi zelo, po domače povedan, trapast sistem. Zakaj? Zato, ker ta sistem favorizira pisanje člankov. Po tem sistemu, vse mogoče zdaj do reforme že prišlo, ker je bil kritiziran, ampak pisanje člankov je bilo enakovredno temu, da ste vi izdali neko monografijo v neki zadevi, ne. Kar z mojega vidika, pa po mojem tudi slovenskega vidika, ni sprejemljivo, ne. Druga stvar, ki jo je ta sistem favoriziral, je bilo to, da se je pač pisalo članke, ki so bili več ali manj ciklustirani, ne. Recimo, in to mislim, da je velik problem v akademiji, v akademskem svetu, v redu se napiše 70% pač recikliraš, pa 30% dodaš. Tega se veliko dogajalo, vsaj sam sem to zaznal, potem, ko sem članke bral, ne. Tako da takrat je malo, moram reči, da sem bil kar malo skeptičen do tega sistema. In tretja stvar je bila, da ta sistem povzročil pravzaprav nekaj takega kot trgovanje za predavatelji, ne. Razpisovali so univerze tenderje, se pravi mesta, zato da so dobili ljudi, ki so imeli visok kvocient, da so si izboljšali položaj, ne. In potem je to, se pravi, čisto sistem, ki je spremenjen, ne, obrne na glavo. Zakaj to govorim? Govorim zato, ker je res treba takrat, ko si že, ko delaš doktorat in ko prenehaš, ne, moraš videti sam, se pravi, moraš si narediti nek načrt, ne, dobro, da si narediš načrt, jaz si ga nisem delal, ampak priporočam to, se pravi, kam iti na kakšne seminarje, navezovati stike, kje objavljati in pravzaprav projecirati to svojo doktorski študij že v prihodnost, ne, čeprav vemo, da je reklo, there is no life after PhD, ampak ti se moraš takrat, ko delaš PhD, pravzaprav že ga projecirati naprej, ne, in potem, kakšna bo realnost, je pa druga stvar, ne. Bilo vprašanje o starosti in tako naprej, jaz bi rekel tukaj, da starost za doktorat ni pomembna, starost, važno je, da veš, kaj želiš, ne. In sam tudi najbolj veš, na kateri življenjski poti bi to rad delal, oziroma tako skladiš svoje življenje. In če zdaj povzamem pluse in minuse mojih izkušenj, en velik plus je to, da ti doktorat razširi obzorja. Razširiti tudi možnosti, poti, to potem šele vidiš, ne. Naprimer, ko imaš doktorat, ne vem, samo moja izkušnja je taka, naprimer, dobil sem povabilo za pisanje kolumn v pravni praksi, ravno zato, ker imam doktorat iz tujine pa nekaj izkušenj. Potem spremeni se ti, prideš na neko višjo kognitivno raven. In to tisti, ki nima doktorata, seveda ne vedo, ne, zato govorijo o doktoratih kot o okraskih. Ne, in pravzaprav žal je ena taka diskrepanca med nami, ki imamo doktorat in tistimi, ki ga nimajo, ker če ne greš skozi to, ne veš, kaj to pomeni in ne veš, kaj pridobiš. Dobiš neka nova očala, ki ti dejansko realnost osvetlijo čisto na novo. In imaš neko prednost pred kolegi, ki tega nimajo, ne. Drugače razmišljaš, ne samo glede svoje discipline, ampak tudi neka orodja, da biš teoretična, miselna, hitreje sklepaš, hitreje sintetiziraš in je to res dobra stvar. Zato se zelo strinjam s tem vprašanjem, ki je bilo, oziroma komentarjem, ki je bilo že poslano, da ne bi doktorat ne služil samo kot dodatna izobrazba, ampak kot priznanje kompetence. To je dejansko kompetence, ne. Moja izobrazba doktorata je v javni upravi vredna neto 35 evrov. Toliko se to ceni, ne, čisto finančno. Sam pa pri sebi vem, da za mene pa pomeni to dosti več, ne. Pridem marsikdaj hitreje do kakšnih zaključkov kot kolegi, ki tega nimajo. Kot sem že rekel, odprte so poti, tudi moja kariera v tujini in v Združenem kraljestvu in potem sem šel še v Benetke, kjer sem vodil magistrski program, je izhajala iz tega doktorata. In se pravi, moji kolegi tukaj niso verjeli, ne, da je to možno, pač realnost v Sloveniji več ali manj taka, da so dostikrat razpisi, da ne bom preveč kritičen, že prirejeni, ampak obe mesti sem jaz dobil čisto na slepo prijavo, ne, se pravi, prijavil sem se in greš skozi postopek, so intervjuji in tako naprej, ne. Tako da imaš možnosti z doktoratom, še posebej, če vse skupaj povezano s tujino, bodi si študij, bodi si izobraževanje, bodi si seminarji, tako da mednarodno izkušnjo zelo priporočam. Moram pohvaliti tudi SMUL. SMUL je bil eden od redkih v tistem času, to bilo leta 2010, ki je pravzaprav podpiral doktorate tudi iz tujine, doktorante iz tujine in ste pravzaprav začeli tukaj s tem, da ste nas povabili v mrežo, da smo začeli skupaj nekaj delati, da se je tudi ta
ta položaj izboljšal. Glede negativnih stvari pa, kot sem že rekel, šteje se to kot okraski, družba vam tega ne bo priznala, izboriti se morate sami, se vedno znova morate to izboriti in pa seveda morate imeti strategijo, morate se boriti vsak dan za to, da si izboljšate položaj v primerjavi tudi z ostalimi, da imate boljše zaposlitvene možnosti, morate imeti svoj ID, osebno izkaznico, že med doktoratom pa po doktoratu, ki jo lahko predložite potem, ko se prijavite. In seveda moja, da tako rečem, negativna izkušnja ali pa neko razočaranje pa je to, človek mislim, da potem raziskuje, ko je doktorant, ne? Ampak seveda uspeh na raznih teh tenderjih je pa, kot vemo, zelo nizek, 2% približno, ne? Tako da treba imeti tudi realno pričakovanje tukaj. Ne boste uspeli na vseh prijavah, ampak je dobro, da uspete nekje in tam je tudi dobro, da veste, za kaj gre. Pri enem, recimo, govorili smo prej s kolegico o COVID-u, v Londonu smo prijavljali projekt o globalnem zdravstvenem pravu, to je bilo še pred COVID-om, in ker smo tam dali, da je to ne samo pravni projekt, ampak tudi sociološki oziroma družboslovni, smo seveda dobili kritiko, kako pa boste vse te predpise preverjali v praksi s primeri, ne? Kar v pravu vemo, da se ne preverjaš predpisov naprej s primeri, jih ne testiraš na ta način. In zaradi tega recimo ta projekt je bil zelo dober padel, ne samo na našo škodo, ampak na škodo pravzaprav, bom rekel, kar vseh. Ker če bi to naredili že takrat, 2 leti pred COVID-om, bi imeli marsikakšno boljšo platformo za urejanje. Tukaj se bom ustavil. Hvala lepa. Hvala lepa. No, se kar nabira točk, mislim, ki se bomo vrnili na njih. Mogoče naslednja, dr. Zalar. Hvala za besedo, hvala tudi za povabilo. Jaz bom zdaj čisto na kratko pač o svoji poti. Jaz sem začela tukaj v Ljubljani, ker sem dokončala študij biokemije, na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. In v bistvu ob študiju sem takrat dobila možnost dela študijske prakse v enem izmed laboratorijev na Kemijskem inštitutu. In sem v bistvu tik pred zagovorom magisterija dobila pač informacijo, da zame tistega leta ne bo mesta za doktorat. In sem zato potem odločila, da mogoče pa pogledam izven meja Slovenije. In sem pač po portalih mednarodnih iskala, kje bi bila kakšen razpisan doktorat na temo, ki me je zanimala. In sem v bistvu tako dobila mesto na Marie Curie, ta Initial Training Network mreži. In sem šla tako v Manchester, kjer sem tudi zakončala doktorat. In tukaj moram reči, da jaz imam, če primerjam Slovenijo, kar precej drugačno izkušnjo doktorata, zato ker je v Veliki Britaniji doktorat zelo strukturirana zadeva na nivoju posamezne univerze, kar pomeni, da ti že od začetka doktorata imaš neke določene nekako milestones, pač, ki jih moraš doseči na mike, tako hvala, ki jih moraš doseči in recimo ena izmed takih stvari je noter tudi karierni razvoj. Mi smo na začetku vsakega šolskega leta mogli si zastaviti nekak načrt dela za tisto leto, kaj naj bi bili neki ključni rezultati, ki jih dobimo, kam bomo šli na konference, kam se bomo šli malo podružiti, katere mehke veščine se bomo naučili in so imeli v bistvu zelo poudarjeno to, da moramo v svojem karierni poti razmišljati že od začetka doktorata. In v bistvu ta načrt, ki si ga postavil meseca septembra, ga potem na vsake 3 mesece reevalviran, da si pač videl, kako napredujem. Potem v bistvu tekom doktorata si zgradil določene mehke veščine in prenosljiva znanja, ki so ti koristila tudi za naprej. In jaz sem takrat ob koncu doktorata nekako prišla do zaključka, da jaz pa mogoče ne bi ostala v raziskovalnem svetu in da mi je bolj pomembna neka stabilnost, to, da imam pogodbo za nedoločen čas. In sem se odločila in sprejela službo višjega znanstvenega sodelavca. To je v bistvu mesto, ki v Sloveniji nima ekvivalenta in si v bistvu kot stalno zaposleni na fakulteti in vodiš določeni raziskovalni center. Recimo en sklop laboratorijev, kamor pač pridejo k tebi uporabniki iz celotne univerze, pa tudi iz ostalih univerz. In jaz sem v bistvu zelo hitro
ugotovila, da to pa ni služba zame, da pač si želim raziskovanja, da želim ne samo to, da pomagam drugim ljudem pri tem, da opravijo meritve, ki pomagajo njihovim raziskovalnim delom, ampak da bi vseeno želela razvijati tudi svoje lastne ideje. In sem potem enostavno postala profesor, ki sem ga poznala še tekom doktorata in sem rekla, jaz sem pa zdaj v situaciji, ko imam službo, ki mi ni všeč, a imate mogoče mesto zame. In sem potem dobila mesto in priložnost v laboratoriju, spet na Univerzi v Manchesteru, kjer mi je v bistvu profesor omogočil, da sem imela 2 leti podoktorskega študija, kjer mi je rekel, pej v laboratorij, pa deli, kar hočeš, razvij svojo idejo, na koncu 2 let pričakujem od tebe, da pač boš imela objavljen en dober članek, pa da boš imela idejo za prijavo za samostojni projekt. Ne vemo, da tisti v raziskovalnem svetu najtežji je prav ta preskok, pridobitev prvega samostojnega projekta, ki ti v bistvu omogoči, da neko raziskovalno samostojnost, da nisi v tem krogu veriženja nekih kratkih pogodb, kjer v bistvu delaš in razvijaš ideje drugih ljudi, ki so mogoče tudi 30 let iste. Kritika slovenskega sistema. Tako, in potem sem v bistvu gledala, katere sheme mi omogočajo pridobitev samostojnega projekta. In tako sem našla shemo Aleša Debeljaka, ki pač razpisuje Slovenska raziskovalna agencija. In našla sem laboratorij, ki je že imel raziskovalno opremo, ki jo jaz potrebujem pri svojem delu. In sem lepo napisala vodji laboratorija, da jaz bi se pa želela vrniti v Slovenijo, a bi me podprli pri prijavi projekta in seveda denarja se nihče ne brani. Zato pač vsi tisti, ki imate neko idejo ali pa bi si želeli prijaviti na projekte, na določene sheme financiranja, pač napišite mail, zato ker vi boste tisti, ki boste spisali prijavo, univerze oziroma inštituti vam podajo neko manjšo podporo v tem administrativnem delu. Če pa pač ste uspešni, je pa to dobro in za institucijo, sploh pa za vas. In na ta način sem v bistvu prišla sem nazaj v Slovenijo na Univerzo v Mariboru, kjer pa zdaj trenutno delujem. Moram pa reči, da jaz sem bila skupno v tujini skoraj 8 let in tekom tega časa sem konstantno ostajala v stiku s slovenskim raziskovalnim svetom preko Društva Mlade akademije. Za vse tiste, ki ga ne poznate, to je pač društvo doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere, tako da lahko pač pogledate tudi naše aktivnosti. In prav zdajle v začetku novembra bomo organizirali 2 dogodka na temo kariernega razvoja in pomena doktorata za industrijo, tako da lahko imate tudi to. Hvala. Katja, mogoče lahko daste tudi link v chat? Že delam. Hvala. Hvala lepa, Matja. In zdaj pa še dr. von Tacer. Klementina, prosim. Ok, no, super. Ja, se mi zdi zelo zanimive zgodbe, vsak ima svojo, pa med seboj so se pa nekateri odtenki podobni. In se mi zdi, ja, ta želja, neka radovednost, nekaj, kar res želiš početi z vsem srcem, je nekaj takega, ker sploh ne veš dobro, kaj je, pa se ti enkrat v življenju pojavi. Mene je recimo to nekako raziskovanje zanimalo, čeprav nisem vedela, kaj je znanost, kaj je raziskovanje, že v gimnaziji, pa pol na veterinarski fakulteti. Tako da sem se potem po naključju nekako vpisala na doktorski študij in potem tudi med doktorskim študijem še nisem dobro vedela, kaj je akademska kariera oziroma kakšne so možnosti, in to je tudi ena stvar, zaradi katere se mi zdi, sem bila še bolj, mi je bilo želja, da bi to okroglo mizo organizirali. Kako se lotiš, tudi nekako, tako kot se ti življenje večkrat zgodi po naključju, tudi meni po doktorsko izobraževanje na en način, vedela sem, da si nekaj želim, pa se potem
glede na to, iz česa sem doktorirala, sem se potem tudi nekako našla mentorja za podoktorsko izobraževanje, sem šla v ZDA na Univerzo v Teksasu, v Dallas. Tam sem se pa v bistvu zaradi družinskih razmer, smo se potem tudi, šla sem tja v bistvu s Fulbrightovo štipendijo, ki je tudi ena dobra opcija za podoktorske izobraževanja, ki je sicer kratka, ampak tako kot sem jaz recimo pri sebi opazila, odpre ti pa vrata, ne? In potem lahko naprej zopet svoje življenje in svojo zgodbo vzameš v svoje roke, ne? Jaz pa takrat recimo sem se potem, ko sem odhajala, se mi je zdelo, bi šla za 1 leto, ampak 1 leto je vsaj v naravoslovnih znanostih, to je kratko obdobje in težko razumeš dobro, kaj to pomeni v tistem obdobju, a ne? Ravno to, kot smo prej slišali, fajn je, da objaviš nekaj, da imaš nekaj za pokazati, s katerim se lahko premakneš potem naprej, a ne? Ampak nekako, jaz sem se po 2 letih vrnila nazaj, bila nekaj časa tudi na univerzi v Ljubljani zaposlena, ampak dejansko zaradi želje po raziskovanju in možnosti, ki se je odprla, sem se vrnila nazaj v ZDA in ostala naslednjih skoraj 8 let na tem podoktorskem še vedno v tem nekak intervalu, kjer sem si potem dokončno našla potem nekak službo profesorja na fakulteti. Ampak v tistem obdobju je bilo tudi že obdobje, ki se navezuje na vprašanje, ne, ali si kdaj, kako je to časovno omejeno, ali si kdaj prestar za to, kjer je odgovor, seveda nikoli nisi prestar, da delaš znanost, ne. Seveda pa v določenih časovnih območjih, predvsem po doktoratu, so pa določene stvari lažje, ne, tako kot shema Aleša Debeljaka v prvih nekaj letih po doktoratu, takih shem je več, a ne, in te stvari tudi recimo jaz nisem vedela, ne, včasih pravijo, da čas začne teči po doktoratu, a ne. Na en način si olajšaš pot, če to veš, a ne, in če znaš si potem nekako premakniti oziroma nekako planirati te korake. Seveda je pa pri znanstvenikih še posebej to malo težje, ne, ker smo še bolj tako, bolj nas vodi želje po raziskovanju kot neka titule, ne, ki jih moraš doseči ali pa neke zaključke, ki jih moraš narediti, ne. Ampak oboje je pomembno, ker sicer tudi nimaš možnosti, da raziskuješ, ne. Tako da mogoče pa sem ta aha moment še, da s tem zaključim, ko sem razmišljala, ne, se spomnim, pa se lahko navežem tudi na ta čas, ne, potem, ko sem bila v tem obdobju po doktoratu že mogoče raziskovalka, research associate, ne, to je eno tako zanimivo pozicija v akademskih inštitucijah, ki po mojem mnenju nima dovolj priznanja, ne, in je tudi zelo hitro ti nekako postavi ta steklen strop, ne, v tvoji karieri in so mi večkrat rekli, ok, sem rekla, jaz želim imeti svoj laboratorij, a ne, pa so vsi tako, kaj pa vem, ne, pa to boš težko konkurirala. Se mi zdi, potem pa si rečeš, veš kaj, probati moram, to je moja zgodba, tole želim delati in moraš pri tem vztrajati. Se mi zdi, ni vedno najlažje, a ne, ampak se mi zdi, če je to nekaj, kaj delaš res s srcem, a ne, je pa nekaj, ki ti pa v bistvu daje pomen življenju, ne, tvojim lastnim. Meni je to bilo en del moje zgodbe. Lepo. Hvala vsem. Mislim, da smo že kar v tem odgovorili kar na nekaj vprašanj, pa mogoče, če poskušam malo povzeti, kar slišim od vseh in s čim se tudi strinjam, pa boste komentirali, če se ne strinjate čisto, da je težko dati recept znotraj kateregakoli področja, pa tudi čez področja, kaj narediti za uspešno pot, da je mogoče ena od skupnih točk,
ki prihajajo od vseh vas, da je želja tista, da je ta potreba po znanju, pravzaprav po razumevanju tista, ki mogoče stoji za vsem. Jaz bi rekla tudi, seveda je težka pot, mislim, da vsaka pot je lahko težka, ampak konec koncev tudi pot profesionalnega atleta je polna odpovedovanj, to ni nič specifičnega posebej za akademske znanosti. In potem pa mislim, da eno od aspektov, ki jih slišim, je pa tudi bodite vidni, izpostavite se svojim znanjem, stojite za tem, kar znate, publicirajte, bodite prezentni na konferencah, komunicirajte z ljudmi. Ena od napak, miselnih, ki jih pogosto slišim, je, če rečem, pojdite na konferenci tudi do prominentnih kolegov in jih nagovorite, ja, pa kaj mu pa lahko jaz povem. In to seveda ni nič takega, kar prominentni kolegi pričakujejo od vas. Oni bodo z veseljem vprašali, kaj pa mislite, kaj pa delate, vi ste vir novih idej. Enkrat kasneje navadno je težko res z inovacijami priti, če si že zelo dolgo v enem mestu, navadno jih študentje prinesejo, ki še niso tak kanalizirani v eno določena mnenja. Jaz mislim, da mogoče gremo v preostalem času skozi nekatera od sklopov vprašanj. Jaz sem si jih malo v ene teme koncentrirala in mogoče še eno, mislim, da je Klementina že kar odgovorila, mislim, da sta bile 2 vprašanji o starosti in to je pač ta dvorezen nož nekako za znanost, za razmišljanje seveda ni omejitev, so določene formalne omejitve, zaradi katere je dobro imeti plan ali pa vsaj en pregled, kaj lahko v katerem času zaprosim, za katere projekte lahko zaprosim ali pa štipendije ali pa kaj takega. Ja, mogoče eno zelo praktično vprašanje, ko stojiš proti koncu, se pravi, marsikaj lahko narediš med doktorskim študijem, recimo to, da spraviš svoje ime ven, da postaneš znan, da navežeš stike, da veš, približno kaj hočeš, v katero smer hočeš. Ampak kaj so pa potem res na vaših področjih, dragi gostje, kaj so tiste stvari, kam pogledaš za postdoc, recimo? Čisto specifično za vaša področja, ker tudi to je gotovo drugače. Ali greš skozi internetne strani, se nagovoriš ljudi osebno, ki imajo razpisane mogoče projekte, ali je to nekaj, kjer je treba lastna sredstva imeti, v določenih področjih je vse to mogoče. Kaj je vaš nasvet? Pa mogoče gremo spet v istem redu in bi gospod doktor Marvin. Hvala. Ja, jaz bi tako rekla, ne, mislim, pri doktoratu je še zmeraj zelo pomembna ta vez mentor doktorand, ne, mislim, to je osnova, tako da jaz bi najprej tukaj začela, ne, pač na svojem osnovnem doktorskem študiju pri mentorju, tudi že, ko si zberemo mentorja nekako v Sloveniji, moram reči, v našem sistemu je to že takoj ob opisu na doktorski študij, ne. V ZDA jaz sem se izbrala mentorja v 3. oziroma konec 3. leta. Doktor Marvin, vas lahko samo malo prekinem. Za postdoc. Za postdoc. Ja, sej. Mentorja.
pač sej mentor vam bo tudi Enako kot pri Ne, doktorstvu, mislite? Aha, Ne, ja, jaz ja. v bistvu govorim, pač, da že ko izbereš mentorja, tudi če ga proti koncu študija ali pa na začetku, že nekako veš, v katero smer bo šel. Ne? Mislim, da je to prva zadeva. Potem seveda so podporne službe, imamo tudi karierne centre, ampak oni ne bodo namesto vas navezali stikov, ne bodo šli na konferenco namesto vas, ne bodo se mrežili in tako naprej. Tako da jaz bi rekla, vse, kar imate, vse, kar vam ponujajo, izkoristite. Potem pa imamo še tako, naprimer, vsak program na naši univerzi ima skrbnika doktorskega študija, skrbnik, skrbnica, in ta oseba je nekdo, ki zelo dobro pozna doktorski študij, na članici oziroma pač na program in po različnih članicah. Veliko imamo interdisciplinarnih študijev in to je tudi ena varianta. Imamo tudi drugače, če govorim institucionalno, imamo tudi prodekane za doktorski študij. Tako da je veliko možnosti, ampak v končni fazi mislim, da res se mora človek sam angažirati. Najbolj. Hvala lepa. Doktor Dobrovoljc. Če jaz tukaj dopolnim iz bolj osebne izkušnje, ne tukaj institucionalne. Jaz sem se mogla najprej po doktoratu odločiti, a bom nadaljevala to slovenski pot, ker sem vedela, ki ima neke daljše mednarodne izkušnje, ali bom šla v tujino. In v bistvu zame to ni bila težka odločitev. Takrat sem imela že prvega otroka, v bistvu se mi ni zdelo vredno na nobeni točki, da bi zdaj sebe in celo družina se imela v neko novo okolje, samo zato, da se mi odpre več možnosti, sploh ker so v slovenskem prostoru takrat bile. In po eni strani, kot je Tatjana rekla, v bistvu mi je mentorica takrat ponudila delo na svojem projektu, pa vodja skupine, kateri sem pripadala, skratka en kup ljudi, ki so me z veseljem sprejeli v obliki nekih delnih zaposlitev. Tako da v resnici pač ta zaposlitveni vidik je bil premagan. Ni pa to seveda neka logična naslednja dolgoročna oblika delovanja. Tako da po teh nekaj projektih na različnih inštitucijah sem pa takrat v bistvu sama morala iti čez točno to, se usesti in reči, ok, kaj so sploh moje možnosti v slovenskem prostoru ali pa iz tem, do katerih lahko dostopam tudi. In sem pač sama morala študirati razpise in možnosti in pravila in vstopne pogoje in podobno. In recimo potem sem za ta doktorski projekt se na ta način prijavila, ne da bi me k temu kdorkoli nagovoril ali spodbudil. Tako da v tem smislu to, kar ste prej rekli, bodite vidni, bodite pogumni, razvijajte svojo vizijo. To vse sem slišala. Mislim, da je prav, da dodamo tudi, in ne čakajte nujno na spodbudo ljudi, ki jih imate najbližje, ker ni nujno, da bo ta prišla, pač išče. In ni nujno, da je ta reprezentativna za kvaliteto vašega dela. V tem smislu pač moraš biti dovolj pogumen, da poskusiš, da si drzneš tudi, če se ne čutiš, da je nekdo, ki tam stoji ob tebi. Tako da to je bila moja izkušnja, je pa res, da pa nas na področju humanistike, poslovja vseh teh kanalih obveščanja, v katerih sem jaz vključena, je razpisov za podoktorske raziskovalce izredno malo. Hkrati pa, zdaj, ko sem pač bolj vključena v objave projektov in podobno, sem že dlje časa, vidim tudi, da se v bistvu tudi sistemsko ni to ravno spodbujano, da se na nek projekt razpiše neko odprto delovno mesto, ko se projekt prijavi, tole bo pa opravil nek doktorski ali pa podoktorski študent. In kdo bo to, bomo določali z nekim razpisom, če bo projekt sprejet, takrat izbira najboljšega, najbolj motiviranega človeka. Ampak so v resnici so velikokrat prijavitelji projektov, saj na teh schemah financiranja, ki jaz poznam, prisiljeni, da se že naprej morajo za eno leto naprej dogovoriti z nekimi sodelavci, kdo bo kaj prevzel, s kakšnimi urami, ogromno nekih hipotetičnih scenarijev. Ponavadi niti institucije ne spodbujajo prinašanje novih zaposlitev, ne vse. Tako da z tega vidika
bi bilo mogoče fino, da se tudi sistemsko omogoča, pa spodbudi, da se čim več tudi za podoktorske raziskovalce mest odpira pač razpisi, ali pa da se mogoče ti uspešni prijavitelji spodbudi, da v ekipe spuščajo nove ljudi. Hvala lepa, pomemben aspekt. Doktor Zidar. Ja, jaz bi rekel tisto, kar ste že sami omenili, komunikacija, ne. Se pravi, imeti dobro mrežo, se mi zdi to je bistveno, ker moramo se zavedati, ne, takrat, ko si postdoc, moraš poznati tudi, pravzaprav postaviti se moraš v drugo stran tistega, ki išče, se pravi, vodje laboratorija, vodje timov, in oni iščejo dobre ljudi, ne, in če si del neke mreže, da vedo zate, to ne pomeni, da boš pač sprejet, ampak zveš informacije in se takrat potem naprej prijaviš. Se pravi, to je ta čisto človeški aspekt, drugi aspekt je pa, se pravi, iskanje, recimo internet se mi zdi izjemno dobra zadeva, ne. Zdaj ne poznam toliko situacijo v Sloveniji, razen recimo CRP-jev, ne, CRP-ji se tudi objavljajo in je mislim, da bi se morali več in bi se morali nekako razviti v neko boljše sodelovanje med javno upravo pa med izobraževanjem, ampak meni zelo veliko informacij so mi dali spletne strani, na primer The Times Higher Education. Tam imate razpise postdokov, pa štipendij, pa mest. Malo manj teh razpisov za funding, ne za research, ampak v Združenem kraljestvu so druge institucije, ne, British Academy pa tako naprej, ne, pa imajo tudi te councile, Economic and Social Research Council pa tako naprej, ne. Se pravi, internet to je The Times Higher Education, drug je pa The Chronicle of Higher Education, to je pa ameriški. In tam imate tudi te razpise, hkrati pa to, in predvsem tega je dostopno zastonj, ne. Imate pa tam izjemno dobre nasvete, konkretne, naprimer, kako napisati knjigo čez poletje, ne. Kaj akademik naredi, da napiše knjigo čez poletje, ker vsi si želimo pisati knjige čez poletje, pa na koncu pa nič napišemo, ne. Ampak moraš biti zelo strukturiran pristop, ne, kako in kaj, kdaj, da ne zanemariš družine. Imate tam ogromno takih dobrih člankov, recimo ena avtorica, ki je bila meni zelo všeč, je Karen Kelsky, K-E-L-S-K-Y, ki je izdala tudi knjigo svojih kolumn in ki piše ravno o teh izzivih, se pravi, doktorskega študenta, na kam moraš biti pozoren, kako menedžiraš mentorja, kako mentor menedžira tebe, potem tudi za postdoc, ne, potem kako pridobiš grant in tako naprej. Tako da tam je ogromno informacij, ne, takih res konkretnih, ki zelo dobro pridejo. Hvala lepa, super. Zdaj me potrebujete povedati, kako smo šli, mislim, da smo šli k Mati zdaj, ja? Ja, jaz bi mogoče čisto iz praktičnega vidika pa mojih izkušenj, kakor je boš danes parkrat povedano dejansko. Jaz bi izpostavila na področju naravoslovja, so recimo Nature Jobs portal, kjer je praktično vsi objavljajo službe. En dober način, kako sem jaz iskala recimo razpise, je tudi to, da se pač naročite na recimo e-mail liste določenih društev, ki delujejo, ne vem, biokemijskega društva, kemijskega društva in tako naprej, ne, recimo tam zelo velikrat in to pač praktično neomejeno, na kaj se lahko date, ampak recimo profesori, ko imajo mesto in iščejo, ne, je pa treba pač poudariti, da raziskovalnega kadra vsaj v naravoslovju primanjkuje. Dobrih ljudi sploh, zato ker pač gre veliko industrijo, ne, in se dobre ljudi vedno išče. In zaradi tega tudi recimo, res sem imela zelo veliko uspeha, pač, da sem se dogovarjala z laboratoriji za prakse in tako dejansko, da sem pač našla laboratorije, ki so imeli neka komplementarna znanja tistemu, kar sem jaz že znala, in sem se pač hotela nekaj naučiti, ne. Jaz mislim, da se je potrebno odtresti tega, da boš ti šel v nek nov laboratorij na postdoc, pa boš kar vse znal. To ni smisel postdoca. Smisel postdoca je to, da ti nadgradiš svoje znanje, ki si ga dobil na doktorskem študiju, in oni tudi nekoga, ki sprejmejo novega v laboratorij, recimo, ne, oni ne pričakujejo, da imate vi isto znanje, kot ga imajo oni, vi morate prenesti nove ideje, je pač to ta doprinos, ne. Se mi zdi, da to je en tak zelo pač pomemben aspekt, ker sem jaz imela pri sebi problem, da jaz pa nimam dovolj znanja, da bi tja šla, ne. Pač ni to point, zato ko greš na postdoc izobraževanja, ne. Tako da ja, to so recimo take čist specifične, ne. Potem pa dejansko pač
podporne službe raziskovalcev na raziskovalnih na inštitucijah, praktično vsi v Sloveniji imamo, mi pač v Angliji smo jim to zelo dobro razvito, ne? Ampak jih praktično nihče ne uporablja. Ampak tam recimo se da dobiti zelo veliko informacij o razpisih, da so kakšni roki in take stvari, in tako da res mogoče apeliram na vse, da se pač dejansko obrnete na službe, ki so na vaši inštituciji, da nam potem kot upočajo. Evo praktično bolj. Ana, odlično. Tako, zdaj pa še Klementina in potem bomo pa šli k vprašanjem prisotnih mogoče, ne? Ja. Ja, jaz bi čisto na kratko se navezala na par topics, par tem, ki so bile izpostavljene. Jaz sem tudi iz področja naravoslovja in se popolnoma strinjam, da so različne te revije, kot je tudi Cell, Nature, imajo te jobs portale, imajo mailing listo, se prijaviti na te stvari je sigurno prav gotovo uporabno. Poleg tega so pa tudi te društva, tako kot Slovensko biokemijsko društvo in podobno, odvisno od tvojega področja, pa tudi mednarodna, so eno zelo dobro podpora za mlade in velikokrat imajo prav te training networks, mreže za podporo mladim, in to so ponavadi doktorski študenti, pa podoktorsko obdobje. Velikokrat je to tudi s kakšnimi štipendijami povezano, z različnimi možnostmi tudi za okrepitev kariere. Se mi zdi, da to je zelo, zelo pomembno, in tudi mogoče, če se navežem na mentorja, ki je bil izpostavljen najprej. Mentor je zelo pomemben in zelo fajn je, če te mentor pomaga pri mreženju na začetku, Ampak mentorji so različni, včasih to delajo bolj, včasih malo slabše, Ampak mentor je lahko tudi nekdo drug, ki ni tvoj formalni mentor, Če vidiš nekoga, ki ti je všeč, kako dela, ki ti je všeč, kaj dela, greš do njega, ga vprašaš za nasvet, za pomoč, tudi za pogledati, ko pišeš svoja prošnje, da ti nekdo prebere. To je vedno dobro, Priporočilna pisma, to je ključno, v tujini še posebej pri nas pa tudi rabili boste priporočilna pisma, To je dobro, da si najdete, da imate mrežo profesorjev, ki vam bojo napisali osebna, dobra priporočilna pisma, To je zelo, zelo pomembno. Kot rečeno, potem sem pa želela zaključiti, da je v bistvu kar veliko možnosti, poleg seveda Aleš Debeljak je ena opcija pri nas, dober začetek, po ARRS, po doktorski projekti, potem na evropski ravni imate EMBO, short term, long term fellowship, to so te bolj z naravoslovnih področij, potem imate Marie Curie, ker mislim, da niso vezana samo na naravoslovna področja, Fulbright je, Ad Futura je v Sloveniji tudi, Kot je veliko teh opcij, ki jih je fajn pogledati, se na čim več prijaviti, velikokrat pa pri tem seveda rabiš že mentorja nekje kjerkoli, kamor želiš oditi, kjerkoli želiš delati, se izpopolnjevati na tem v tem podoktorskem času, in kdaj te stvari začeti postavljati, to je pa tudi enkrat, kdaj začeti postdoka iskati, to je eno vprašanje, in to vedno, ko delamo doktorat, na koncu čist ne moreš misliti nič drugega, kaj bom zdaj še na postdoka mislil. In v bistvu je fajn, da to delaš mogoče en let prej, in v bistvu to ti tudi omogoča, da potem tisto končno obdobje, ko si ti res fokusiran na doktorat, še posebej v Sloveniji, ki je veliko teh birokratskih korakov, imaš ti pravzaprav že dogovorjeno. Potem si pa sem še vzameš en mesec dopusta, greš na morje in greš na postdoc. In se mi zdi nekaj, kar jaz nisem vedela. Pa je super. S tem bom postala. Zdaj pa prosim, vem, da smo že kar na koncu, ampak imamo še 15 minut. Mogoče tudi vprašanja prisotnih, tako online, kot tudi v sobi. Mogoče bi v sobi začeli. No, pol pa začnimo v sobi. No.
Bom kar dal besedo vam. Tako, prosim. Bi kdo vprašal kaj? Ali začnemo z online najprej? Bi jaz mogoče malo. Super, mogoče se predstavite. Seveda. Solnar Simon, prihajam z ekonomske fakultete. Tam sem v bistvu docent, no. Zaposlen sem na raziskovalni center, no, v bistvu pač programska skupina od RRS do Dejaris, ne. V vmesnem času bomo imeli en kar precej velik tale Atrium Interreg projekt, no. Tam sem bil vodja delovnega paketa komunikacije, pa vodja tega steering grupa, no, smo se naprej tudi na tistem usposabljanju EU projekta, ki me to zanima. Zdaj, ravno v petek, v bistvu, bomo dali projekt končno poročilo, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, se tako imenuje. Tam sem v bistvu vodja projekta, no, da bomo imeli to kljubico za naslednji naziv razrednega profesorja v 5 letih. Če ne bi imel dobrega mentorja, verjetno te priložnosti ne bi dobil, no. Pač na začetku mislim, da dejansko to drži, da rabiš pomoč mentorja. Seveda tudi stik izmenjava s tujino je pomembno, so bili tudi del enega globalnega projekta, kjer je bilo predvideno, da bi imeli te izmenjave z Ameriko, no, konkretno mislim, da je University of South Florida School of Aging Studies. Jaz sem imel že veliko stvari urejenih, no tudi le pa sem imel že ameriško vizo urejeno, potem je šla pač ta težava, ne, da ker sem pač 100% raziskovalno zaposlena, ne, v bistvu ne morajo pedagoško razbremeniti, da bi lahko raziskovalno odšel tudi na ta obisk v Ameriko, ne. Tako da potem žal tega nisem mogel izpeljati v praksi, ne, da me mogoče zanima malo ta vaš pogled, da nekako je to nek ta administrativno okolje, ki v bistvu omejuje pri delu na projektih, a ne, zdaj tudi tisti, ki so pedagoško 100% zaposleni, imajo potem 20% še raziskovalno nadobremenitev, ne. Zdaj v mojem primeru se to pač tudi da, ne. Tako da večina teh stvari, ki smo jih delali, ne, tudi konkretno za te Atrium projekte, ne, v bistvu še se sofinancirajo programske skupine. Tako da zdaj delali smo jih seveda zaradi tega, ker nas je znanje zanimale, nove izkušnje, network, vse to, ne. Ampak na koncu dneva vsak išče neko mogoče finančno korist, ne, še dodatno poslužiti neke dodatne priložnosti. Se mi pa zdi, da v tem okolju vsaj trenutku to ni najbolj stimulirano. Vaše mnenje. Zdaj, mogoče čisto na hitrico, če jaz odgovorim, potem pa lahko tudi ostali. Zdaj, načeloma, jaz mislim, da je postdoc, prav postdoc, je služba sama zase, ne, nekako težko kombiniraš, da ne vem, imaš dve pozicije, ne. Razumem pa vaše vprašanje, ker se mi zdi, je tudi še posebej z vidika slovenske akademske sfere pomembno vprašanje, ne, ker kot smo slišali tudi že prej, ko popolnoma odideš, se je tudi težko popolnoma vrniti, ne, ker so sistemi dosti zaprti in so te vmesne variante zanimive za razmisliti, ne, in kako to mislim, da vsaka inštitucija posebej nekako organizira. Je pa tukaj en drug problem, ki ga jaz lahko tudi iz lastnih izkušenj, je pa problem čisto finančnih davkov, ne, kje si ti potem, če si tukaj v službi, si tukaj prijavljen, če delaš v tujini in si plačan v tujini, je to ena velika davčna obremenitev, ki do te mere, da ti mogoče celo ne bi znesel preživeti v tujini, če ne bi, ne, tako da davčno je treba to razmisliti. Zdaj, čisto kako pa inštitucije to organizirajo, je pa malo po njih, ne, to jaz bi težko rekla, no, kako univerza to, ampak je pa zanimivo vprašanje in mislim, da tudi relevantno. Ja, jaz bi se tukaj mogoče samo mešala zato, ker pa zdaj sem v tem slovenskem sistemu, pa ga odkrivam in je poln enih takih anomalij, ki pač ne omogoče nekega raziskovalnega pač fleksibilnosti, ki mogoče v tujini je, a ne. In recimo ena izmed takih opcij, ki jo sem jaz doživela pač v Angliji, a ne,
Aris je pa tukaj nemogoče, pa bi rešila recimo vašo težavo, ne? Da pač v Angliji, recimo, če se ti pojavi taka priložnost, ti lahko zaprosiš pri financerju, da se enostavno projekt zamrzne in se financiranje v bistvu brez dodatnih stroškov za njih, potem recimo zamakne za tisti čas, ko pridete nazaj, ne. Kolikor je meni znano, pač Slovenska raziskovalna agencija tega ne omogoča, ne omogoča na velikih projektih, tudi recimo v primerih daljših bolniških, porodniških in podobnega, kar je recimo zelo diskriminatorno tudi do pač določene skupine ljudi, ne. In jaz mislim, da pač bi bilo smiselno pač apelirati tudi na njih, da je to potrebno pač nekako sistemsko urediti, ne. Ker v bistvu se na ta način onemogoča nek raziskovalni razvoj sodelavcem na univerzi. Ja, to je zanimivo vprašanje. Mogoče bilo fajn tudi, če bi ga artikulirali, pa nam poslali, pa imamo pol tudi en tak summary tega, ki se mogoče tudi da potem ali na univerzo naprej, ali pa tudi naprej za nadaljne diskusije, se mi zdi. Ne, a veste, recimo, če mogoče še dodam eno anekdoto iz teh projektov, ne. Mi smo primarno raziskovalci, prav pač že ta poročila, ki so mogoče več, ne. Potem imate pa razne kontrole, ali so to nacionalne ali evropske, ki so šla pa z mentorjem na pot, ne, pa recimo v razmaku 2-3 dni rezervirala prek Bookinga isti hotel. Za par evrov je bil različen znesek na računu, ne, skupila sta potem v bistvu en dan dokazovanja, zakaj je to še zmeraj nacionalno uporabno denar. Ampak to je pa akademska, to je pa tudi v Ameriki. Včasih. Tako da to so pa tudi ta javna naročila, ne, pa to. Ja, ampak super, no, super. Ampak tako, kot sem rekla, predlagala, da se to dejansko nam pošljete, ne. Ja. Tina. Online imamo eno vprašanje. Aha. Istočasno še samo vmes povem vsem, ki so sicer online v chatu, je kar nekaj linkov za različne postdoc možnosti, kjer se najdejo vsi razpisi, kjer se najdejo laboratoriji, ki objavljajo in tako naprej. Zdaj pa imamo Boštjana Kobeta iz Avstralije online. Prosim, Boštjan. Ja, lep pozdrav iz Avstralije, iz Brisbana. Jaz sem na University of Queensland, tukaj strukturni biolog. Jaz imam mogoče eno tako malo provokativno vprašanje, ker veliko je v akademskem področju, mogoče gre čisto na eno drugo področje, tako naprej. In mene zanima, če imajo gosti kakšne izkušnje, a je kdaj imeti doktorat negativno? Ker zanima me, vem, da recimo ene kulture zelo cenijo, če imaš doktorat čisto na enem drugem področju, recimo v Angliji slišim, da pridejo banke na University of Cambridge University, pa nekako ponudijo službe ljudem čisto enih drugih področjih, ker vejo, recimo, tako kot je Andraž rekel, da so mogoče na enem drugem kognitivnem nivoju, ali ne vem kaj, ampak se mi zdi, da recimo v Avstraliji, v Sloveniji ne bi rekel, da se to res veliko zgodi. In me zanima, kaj ljudi mislijo o tem. Ker mogoče, če imaš ta naziv, če si mogoče na previsoki stopnji, mogoče ti ljudje nočejo dati službe, ker mislijo, da te morajo preveč plačati, ali pa kaj takega. Ja. Jaz lahko samo rečem za Avstrijo, da se titule zelo cenijo. Kaj pa drugi? Tukaj jaz od svojih kolegov, ni osebna izkušnja, ki imajo doktorat in so recimo učitelji na srednjih osnovnih šolah. Včasih je boljše, sem slišala, da je boljše, da rečeš, da nimaš doktorata oziroma da tega ne preveč poudarjaš. V izobraževanju, skratka. To sem slišala, zdaj sama pa nimam te izkušnje. Ja, jaz vem takole v naravoslovju, v farmaciji je imeti doktorat dobro. In velikokrat nam študenti zdaj pridejo delati doktorate, zato da nekako začnejo na boljši poziciji, je pa res, da postdoke pa ne delajo več, ne? Ja, jaz lahko tukaj povem pač v slovenskem prostoru pri industriji.
je zelo pogosto problem, da se v bistvu razpisujejo delovna mesta za nižjo izobrazbo, potem se pa na njih prijavljajo ljudje z doktoratom in so potem na njih tudi sprejeta. Je pa problem v tem, da se v bistvu doktorat ne sprejema kot neke dodatne kompetence, ampak te obravnavajo isto kot nekoga z magistrskim študijem, pač nekoga, ki nič ne zna, ga je treba vse naučiti. Dejstvo pa je, da pač pri doktoratu se ti le naučiš precej več, kot če zaključiš po magistrskem študiju, zdaj kako samostojno voditi projekt, kako reševati neke težave, kako kritično razmišljati o rezultatih, ki imaš in tako. In recimo se zelo pogosto zgodi, da pač so tudi ljudje z doktoratom, ki so zaposleni na delovnih mestih, namenjeni z nižjo izobrazbo in tudi zato manj plačani. No, tako. Boštjan, ste vi imeli slabe izkušnje kdaj? Kak je v Avstraliji? Osebno ne, ampak tudi nikoli nisem službe iskal na nobenem drugem področju. Ne? Ja. Ampak vem, veliko mojih študentov recimo ne konča v akademski karieri oziroma na istem področju. Ne? In ne vem, nisem slišal, da bi imel kdo res probleme zaradi tega, da ima doktorat, ampak me sam zanima, če to, mislim, pomislil sem že, da mogoče včasih so situacije, kjer to je problem. Ne? Ja, mislim, da dejansko bilo eno od vprašanj tudi, ki so nam ga postavili, če lahko doktorat tudi negativno vpliva. Ja. Če bi se jaz tukaj sem vključila, pa se mi zdi, z veliko tem, kar ste povedali, se strinjam. Se mi zdi pa, da je pomembno stopiti en korak nazaj in tudi ugotoviti, da doktorat ne delamo zaradi naziva. Doktorat je izobraževanje. Je izobraževanje nekega akademskega razmišljanja, nekega kritičnega razmišljanja, ki ga konec koncev nekaj, kar v zelo dobrem slovenskem izobraževalnem sistemu manjka. In se mi zdi, da je to fajn, zato je pomemben doktorat in zato tudi se mi zdi pomembno, da imajo profesori na fakultetah doktorata, da to ne postane, mislim, da je izobraževanje na ravni, kjer se več izprašujemo, kjer dvomimo in kjer na ta način lahko delamo novo znanje. Ker na koncu, seveda z doktoratom imamo lahko industrijo in pomagamo razvijati razvoj pač bolj aplikativnih produktov ali pa tudi znanosti, ampak poleg tega pa je univerza namenjena tudi temu, da bomo nekateri ostajali tudi na univerzi in delali tudi bazično znanost in ta še posebno rabi močno kritično razmišljanje in tega se mi zdi, se med doktorskim študijem naučimo oziroma začnemo učiti in mogoče je podoktorsko obdobje tisto, kjer se nekako dozorimo, kjer takrat lahko dozori naša ideja in tudi naša samozavest v smislu, da lahko sami stopimo zdaj na pot in da rečemo, tole pa mene zanima in ja, zgleda, da je pomembno in lahko mogoče sem pa jaz tisti, ki bom to zgodbo peljal naprej. Tako da tudi to se mi zdi zelo pomembno. Hvala lepa. Na koncu smo s časom, če je še kako nujno vprašanje zdaj, sicer bi pa povabila nasploh vse naše prisotne slušatelje in vse, da nam pošljajo feedback, da nam pošljajo druga vprašanja. Jaz mislim, da bomo izvedli eno serijo, mogoče, če vidimo, da je dovolj interesa za ta vprašanja. Mislim, da je še dosti tem za izčrpati. Nekaj še nismo začeli, ampak dovolj je za uro pa pol. Upam, da smo načeli nekaj, kar bomo v prihodnosti lahko še malo razgradili in razčistili in mogoče pomagali nekaj ljudem najti točno tisto svojo idealno mesto
ki stremijo za njim. Tako da bi se zahvalila vsem skupaj, še enkrat vsem našim gostom, vsem prisotnim online in zaključila današnji dan. Hvala lepa.